Hrvati v Sloveniji danes. Praznični december v mestni občini Murska Sobota. Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo iz prvih decembrskih dogodkov. Zveza hrvaških društev v Sloveniji je v sredo v prostorih Lendavske mestne hiše o podpori tamkajšnje občine organizirala mednarodni znanstveni simpozij pod naslovom Hrvati v Sloveniji danes. Inštitut Ivo Pilar iz Zagreba je v sodelovanju z Zvezo hrvaških društev v Sloveniji pred 2 letoma začel s projektom med asimilacijo, integracijo in promocijo hrvaške nacionalne identitete, ki je bil osnova za mednarodni znanstveni simpozij, ki ga je zveza pripravila v Lendavi. Naslov simpozija Hrvati v Sloveniji danes je obenem tudi naslov knjige, ki je izšla v okviru projekta in združuje rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 300 anketiranih v Sloveniji živečih Hrvatov. Moram reći da i samo število i uključenost mladih ni već takva kak je bila pred leti in vidimo v katere smeri naša skupnost ide. To je ta i anketa i projekt su pokazali, tako da na osnovu toga bomo planirali i svoje plan dela za naslednja leta in moram reći da smo na jedan način zaskrbljeni zaradi asimilacije, katere itak ide vse pore društva i v druge manjšine in za mladi, kateri se ne vključuju v naša kulturna društva, to je itak poslije korone i sad društva imaju takovrsne probleme. Res, zdaj imamo rezultate, rezultati su takvi kak so, na osnovu toga bomo planirali svoje delovanje vnaprej. Kot enega izmed problemov izpostavljajo to, da Hrvati v Sloveniji niso priznani kot manjšina. To je 30 let, do zdaj ni bilo politične volje in mi se organiziramo, kot da smo manjšina i pričakujemo da se bo to enkrat rešilo med državnim sporazumom, ali zato mi probamo aktivirati svoja kulturna društva v smislu da se druže, da se integriramo, da dalje sodelujemo u svojim skupnostima, da privlečemo čim već mladi i da delamo svoju osnovnu dejavnost, to je očuvanje hrvaške kulture, tradicije i jezika. Zveza hrvaških društev v Sloveniji združuje 13 društev, med drugim tudi Hrvaško kulturno društvo Pomurje. O številčnosti in aktivnostih članov predsednik Zveze hrvaških društev in obenem tukajšnjega pomurskega društva pravi. Najveće število je većim mestima, kak je Ljubljana, Velenje, Maribor, ali moram reći da v malim sredinama, kak je Lendava, to pa Hrvati žive kao autohtona manjšina po popisu iz Austro-Ugarske, tu pa smo najbolj povezani svojom matičnom domovinom, jer Slovenija in Hrvaška su sosedne države i te vezi nikdar nisu z matičnom domovinom, nisu pretrgane, one su i dalje tu prisotne, tako da smo mi tu v Lendavi i to je razlog zakaj je sam simpozij tu, da je simbolika je to da su se Hrvati v Lendavi dobro vključili v lokalnu skupnost, da smo se integrirali na jedan način i da sodelujemo v kulturnim, turističnim i društvenim življenju naše općine, jer mi smo Lendavčani. To, da Hrvaško kulturno društvo Pomurje pomembno prispeva k kulturni, kulinarični in turistični ponudbi Lendave, so prepoznali tudi na občini Lendava, ob pomoči katere so pripravili omenjeni simpoziji. Ta naša konferenca, simpozij, je namenjena temu, da svojo identiteto tudi na dolgi rok na nek način tudi načrtajo, kako ostati in obstati v današnjem modernem hitrem času in na te izzive je treba iskati tudi rešitve. Kot prvi sosedje občini Lendava, Hrvaškemu kulturnemu društvu Pomurje, stojimo vedno ob strani in na nek način z tistimi aktivnostmi, kateri lahko občina pomaga, smo vedno tudi tukaj in sem še enkrat tudi hvaležen, da z svojim delovanjem popestrijo in bogatijo našo, bom rekel, občino.
Tudi v bodoče bo tako, saj se zavedam, da multikulturnost našega mesta je tudi kamenček k mozaiku v celotni družbi kot Sloveniji. In asimilacija, kot je, bom rekel, v vseh narodih oziroma narodnostih je že videna, z tem podpiranjem in z tako rekoč znanstvenimi dognanji lahko ocenimo, kje še dodatno lahko podkrepimo našo delovanje in pomoč, da na dolgi rok ohranimo te skupnosti, ki so v preteklosti kot samoumevno tudi v našem kraju sodelovali in tudi sedaj sodelujemo, ampak moramo že zdaj razmišljati za bodočnost. Jaz mislim, da smo mi lahko hvaležni, da oni z svojim delovanjem na različnih področjih od kulture, kulinarike, turizma popestrijo naše dogajanje na naših prireditvah, ki jo organizira občina Lendava. Seveda je pa samoumevno, da tudi take zelo pomembne konference organiziramo, da Hrvati iščejo svojo identiteto v, bom rekel, luči vsesplošnega vključevanja v družbo. V lokalni skupnosti je to že dokazano, da so oni zelo aktivni, imajo zelo velik nabor projektov, ki skozi leto tudi izvajajo. In občina sledi tem njihovim težnjam in tudi, bom rekel, svojim aktivnostim izvajanju teh njihovih produktov oziroma projektov, saj to nam bogati našo ponudbo kot celoto in seveda vsi ti, bom rekel, dogodki, ki ga etnične skupine, narodnost ali pa naš večinski narod Slovenci delamo za naše ali pa tudi tuje goste, pomeni, da je v Lendavi živahno. V Hrvaškem kulturnem društvu Pomurje so veseli in ponosni, da jim vsako leto uspe izpeljati vrsto aktivnosti. Moram reći da smo poslije korone uspjeli koliko toliko obnoviti folklorni ansambl koji se sastoji iz plesalci, folklora in tamburaši, da smo imeli 3-4 turistične prireditve koje mi imamo, turistične produkte, Međimurski sejem, Zrinijadu, Dalmacija u Momoku, da smo imeli dan hrvaške kulture, da su nam došli iz Sulina gosti, da smo sudjelovali etničkim večerima općina Lendava, Bograč festu, Lendavski trgatvi i svim onim kaj mi tradicionalno nastupamo i sudjelujemo, tako da smo imeli i likovne rastave, imeli smo večere književnosti. Mi delamo zdaj već 18. leto, to pomeni da svaki mjesec imamo jednu prireditev i taj tempo držimo i do zdaj. Izdali smo i knjigu, to sam rekel, jer imamo v Lendavi imamo nezavisnu založbu HKD Pomurje, katera tiska knjige i izdanja, priručnike i druga tiskana izdanja, časopise i tako da smo i na tem planu uspešni za jedno malo kulturno društvo, mi smo zadovoljni. Na simpoziju so sodelovali predstavniki pristojnih institucij iz Slovenije in Hrvaške, ki so glede na predstavljene rezultate predstavili tudi svoje poglede na izpostavljeno temo. Ob vstopu v čarobni mesec december smo preverili, kaj zanimivega ob tem pripravljajo v mestni občini Murska Sobota. Več kot 30 dogodkov se bo zvrstilo v zadnjem mesecu tega leta v Murski Soboti. Pripravlja jih Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota v sodelovanju z mestno občino. Prvi večji dogodek bo v torek, 5. decembra, ko bo ob 17. prižig prazničnih lučk. Je kar 5500 metrov teh svetlobnih verig, skoraj 65 000 lučk bo, so pa vse to LED svetila, se pravi je poraba elektrike nekoliko manjša. Obenem bo v mestnem parku in na Trgu Zmage viselo več kot 100 lampionov, Slovenska ulica pa bo odeta v svetlobno pravljico, kjer bodo svetlobne iskrice in unikatni svetlobni elementi različnih oblik, med drugim tudi lebdeči svetlobni baloni. Od torka naprej bo možno tudi drsati. Letos na še nekoliko bolj atraktivnem drsališču v drevoredu Martina Lutra, ki vključuje kar 60 metrov dolgo progo, ki je polkrožno povezana in sega vse do spomenika zmage.
Drsališče bo obratovalo vse do 28. januarja prihodnje leto, sicer delovni čas drsališča od ponedeljka do četrtka od 10. do 20. ure, potem ob petkih, sobotah, praznikih in pa dela prostih dnevih bo odprto do 22. ure. Seveda pa ob samem drsališču tudi pester program, gostinska ponudba, glasba, animacija. Za uporabo drsališča bo letos uvedena simbolična vstopnina, ki za ves dan znaša 2 evra, omogoča pa več vstopov skozi dan. Na prvi glasbeni nastop ob drsališču pa vabijo 15. decembra. S koncertom Cat and the Dedos, potem 16. decembra mlada glasbena zasedba Friški in potem vsak konec tedna ob petkih in sobotah, razen v času božičnega sejma, ko bo dogajanje tudi v četrtek 21. decembra. Letošnja novost bo tudi božičkov nabiralnik, ki bo stal v neposredni bližini drsališča. Obratoval bo od 5. do 12. decembra in v tem času bodo v popoldanskih urah otroci lahko v družbi škrata, potem tudi pismo zapečatili in ga oddali v nabiralnik in seveda počakali na odgovor. Praznično vzdušje bo prisotno še v gledališču Park v Murski Soboti. Za najmlajše pripravljamo sobotne dopoldanske dogodke. Ob 10. pričnemo 9. decembra s predstavo za otroke Mojca Pokreculja Eno piko drugače, potem 16. decembra predstava za otroke Gozdovilimo, 23. decembra se bomo zabavali z artisti Čupakabra, Vilinski cirkus pripravljajo in pa zaključujemo 30. decembra ob 10. dopoldne s filmom animiranim, sinhroniziranim z naslovom Želja. To je za otroke, za odrasle pa seveda večerne predstave in pa koncerti. Že jutri, 2. decembra, akustični koncert zasedbe Hamo and Tribute to Love. Posneli bodo nekaj skladb tudi za akustični album, ki ga pripravljajo. No, v nedeljo pa vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma o Vladu Kreslinu, Pojmi pesem, na ta veseli dan kulture. Brezplačne vstopnice so na voljo pri blagajni gledališča. 7. decembra komedija Laponska, gledališča Koper. 8. decembra prihaja Vid Valič v komediji, v stand-upu Strast dojenček in Rom pom pom. Potem pa 2 tradicionalna koncerta. 13. decembra tradicionalni novoletni koncert Glasbene šole Murska Sobota in pa 18. decembra tradicionalni koncert orkestra Slovenske vojske. Nune v akciji 20. decembra in pa zaključujemo prav tako s smehom 27. decembra ob 19. Fejmiči, sama sta najboljša, Gašper Bergant in Žan Papič in obilica smeha. Božični sejem, ki bo 21. in 22. decembra, bo odlična priložnost za nakup zadnjih božičnih darilc, saj bodo na voljo izdelki domačih obrti, rokodelstva in praznične dobrote, obenem bo obiskovalce zabaval pester animacijski program. V četrtek 21. nas bo obiskal tudi Dedek Mraz. To se bo dogajalo na ploščadi pred gradom. Ob 17. pridejo najprej otroci z lučkami, otroci vseh enot vrtca Murska Sobota. Pripravljajo tudi kratki nastop, potem pa bomo v družbi artistov Tine in Matjaža Arbada Karba pričakali Dedka Mraza. Sam božični sejem pa bo potekal od 15. do 20. ure, tako tudi v petek 22. decembra. Oba večera, zvečer ob 18. pa vabljeni tudi na koncerte, v četrtek Help, a Beatles tribute in pa v petek Prašnati. Piko na i bo praznični decembrski ponudbi dalo silvestrovanje na prostem. Ob 17. pričnemo zabavo za najmlajše, potem ob 22. pa velika zabava s skupino Plamen in pa DJ Harijem, tudi ognjemet nas čaka, tako da bomo skupaj vstopili v 2024. Podroben program praznične ponudbe Mestne občine Murska Sobota najdete na spletni strani občine in Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Toliko tokrat, gledalke in gledalci, ostanite še naprej v naši družbi in preživite kar se da lep konec tedna. Srečno!